da nam v imenu misijonskega središča nameni nekaj besed. Prosim. Ja, veliko lepih besed ste povedali, smo slišali zdaj po filmu, po njegovem življenju. No in če jaz dodam nekaj besed o prijatelju Jankotu. Poznala sva se iz bogoslovskih let. Na Madagaskarju smo ga počakali 72. leta. Še dobro se spominjam, je bilo 25. septembra v Vajngeđanu in potem, ko je naslednji tam, potem je prišel in bil nekaj časa kot navadno na tečaju malgaščine si odnesel in potem se je vrnil dol na obalo in takrat od 73 do njegov svojega odhoda, skoraj do konca, je pa bil potem v Matangi. Tako da sva se poznala in sva bila tudi na Madagaskarju zelo blizu skupaj. Če ste gledali na tem filmu, so gledali, kje se nahaja točno Matanga, Vajngeđanu in potem malo na zahod pa je pisalo v smer Ranomena. To je pa malo notranje, 40 km od obale. Tam sem pa jaz bil tudi 11 let. Ravno takrat, ko je bil na Matangi, sem jaz bil v Violini. In tako da smo se zelo pogosto srečavali, videli in posebej so pomembno bila tale srečanja v Vajngeđanu. No, lahko, torej Janko je bil točno 25 let na Madagaskarju in torej 24 let v Matangi, razen tisti prvi meseci, ko se je učil malgaščine. To je na jugu škofije Farafangana. Iz Farafangane do Matange je okrog 100 km, do Vajngeđana je 70 in potem še naprej 30 km slabe ceste. In tam je potem Janko deloval in posebej lahko poudarim tole, to misel, kar je bilo tudi večkrat že rečeno, kot so drugi povedali prej, da je Janko bil zelo rad misionar in da je potem tam se z ljudmi zelo dobro živel med ljudmi. Veliko kontaktov je bil s temi ljudmi, prisostvoval sem tistim življenju v vasi, krstu, obrezi, pogrebom in tudi drugače se zelo pogosto srečeval s temi odgovornimi, kot sem rekli, tisti veljaki, vaški veljaki, Panzak ali pa Rajamanženi in tako da je po vsem tem, kar je bil sam tudi tam v tem kraju, je bil nekako prisiljen, da se je učil malgaščine. Morda nekdo drugi, če je bil več stika z drugimi, je potem malo težje. Tam, ker je pa človek sam prisiljen, se mora znajti, pa se pogovoriti, pa sporazumeti z ljudmi, čeprav je res, da je osnove, pa dobil prej v Ambušiča, tam, kjer se je učil jezika. Gotovo pa potem praksa, da se človek dobro nauči jezika, pa dobro razume tudi isto narečje, pa ljudi, stare ljudi, ki bolj tako nerazločno govorijo večkrat, pa da dobro, on zna tudi tako povedati, da lahko, da ga ljudje dobro razumejo, to je pa potem tista vaja, tisto življenje s temi ljudmi, s katerimi je delal, živel, skupaj z njimi tudi sadil riž, kot je bilo pokazano malo na sliki, je hodil riževa polja, so tisto delo na Madagaskarju je posebej trdo in tudi zahteva res veliko truda in tistega veselega pripravljenosti. Jaz tukaj še nekaj dodati,
kako je posebno bilo pomembno to za nas takrat, to je, da je to tako pastoralno tudi deloval, smo najprej gotovo bilo njegovo delo tam na župniji ali tem centru misijona Matanga in tiste postojanke okrog, ki jih je ustanavljal, ali pa so že bili nekako prvi začetki so bili takrat in potem je tam utrjeval. Posebej pa se je posvečal delu s katehisti. To je bilo zelo pomembno njegovo delo in tudi potem so ljudi, so to njegovo delo zelo, cenili in na ta način je ob tistih srečanjih rednih, katehistov je bilo 15-20 morda vse skupaj, ki so prihajali na redna srečanja in tam je potem tudi tem ljudem, katehistom, ki so bili odgovorni za posamezne postojanke, jim je pomagal, da so počasi razumevali vsebino evangelija in da jim je tudi gotovo pa svojim življenjem pomagal, da so lahko tisto poslanstvo, ki jim je bilo zaupano, da so ga mogli izpolnjevati. Potem pa druga stvar je tudi bila, takrat v tistih letih je bila ta malgaška revolucija, pravi 72 je bila tista, se je začela in potem 50 je pa nastala socialistična republika na Madagaskarju in takrat je tista oblast hotela posnemati nekako Severno Korejo. Takrat je bil zelo znan tisti Kim Il-sung, takrat je še bil stari oče tega današnjega predsednika, ki je napisal tisti rdečo knjigo in to so prevedli tudi v malgaščino ali pa priredili jo in da naj bi bila to osnova za tole življenje teh ljudi na Madagaskarju. V resnici pa je bilo tako, tiste stvari, kar so bili tako vloženi v drugod, to ni prijelo, to ni vžgalo pri ljudeh. Tako da tista revolucija, ki je trajala 15 let, je potem privedla državo skoraj na kant. Tako da je bilo takrat po 15 letih, pri 90 letih, življenje veliko težje kot prej, takrat, ko je prišel Janko na Madagaskar. In tudi sedaj, mogoče, mislim, da še ni veliko boljše. Tako da v tisti situaciji, pravi, smo mi tam živeli in smo imeli posebej redna srečanje tako v južni del Škofije. Pravi, to je ena tretjina Škofije Farafagana. Cela Farafagana je velika kot cela Slovenija. Južni del pa je bil približno površina 8000 ali 9000 kvadratnih kilometrov. In Matanga je približno štela okrog 1000 kvadratnih kilometrov. Ranumena, tam, kjer sem jaz bil, tam je bilo tudi okrog 1000 kvadratnih kilometrov. Midungi, kjer je Tone, je še malo na zahod, tam je pa hribovito, tam je pa okrog 5000 kvadratnih kilometrov površine. Tako da površine so precej velike in na jugovzhodu, na obali, tam je pa tudi precej gosto naseljeno dežela. No in tem ljudem, ki so nastajali, so nastajali komaj takrat krščanske skupnosti, to je bila torej ta vzgoja katehistov, obenem pa tih župnijskih, ki so bili nekako najbolj odgovorni posameznih skupnostih, so prihajali na redna srečanja v Vajgečanu in tam smo imeli skupaj duhovniki, nas je bilo vseh skupaj morda 10, škof je bil en katehet, ki je bil odgovoren za vzgojo v katehetski šoli in potem pa ljudje so prihajali odgovorni teh skupnosti, od 60 do 80 jih je prihajalo in potem smo tam preševali gotovo pastoralne stvari, obene pa tudi iskali, pomagali ljudem, da bi se ljudje sami čutili bolj odgovorni za svoje skupnosti. Čeprav so potrebni pomoči od drugod,
vendar da bi tudi imeli, da bi svoje strani naredili, koliko zmorali, da bi bili bolj odgovorni za svoje skupnosti, tudi v materialnem pogledu. Tako smo se ljubili, vse takrat je bilo, da smo skušali potem s katehisti ali pa animirati, da tudi vsaka skupnost ima nekaj zemlje, da nekaj sadi, da nekaj pridela, da bodo iz tistega potem lahko pomagali katehistu, da ne bo morda vsega pričakoval od škofije ali pa, ne vem, od iz Rima. Tako da je bilo ta volja in v tistem času in med temi, ki so vodili ta srečanja pastoralna, je bil gotovo Janko Slavek, potem Pedro Opeka, pa Janez Puhan, no še drugi so tudi bili zraven. Tako da tu je bilo zelo pomembno v življenju Jankota Slaveta. Gotovo bi bilo še veliko zapovedati in če bi hoteli zaujeti vso dediščino, ki nam jo zapušča Janko. No, gotovo te besede pa želijo biti samo spodbuda nam, da bi ob njem spoznali bolje njegovo življenje, ki nas lahko notranje bogati. Tu je ta zavest, da je cerkev resnično misijonska. Kjerkoli smo, kjerkoli živimo. In to zavest je treba ohranjati in krepiti tudi danes. Tudi danes mora biti tukaj doma ali pa drugod po svetu srce odprto za te duhovne vrednote. So potrebne materialne, vendar tudi duhovne vrednote. In posebej te vrednote, ali pa stiske, ki so v svetu. In prav na ta način, če smo tako povezani s temi ljudmi po svetu, s tem postajamo tudi mi sami bolj pristni kristjani. Če je to, naprej, tudi Karitas in tudi te dejavnosti po naših sredinah živo, dejavno, in če bomo posluh tudi za tiste ljudi po svetu, kjerkoli so, s tem je postaja naša vera bolj živa in prepričljiva. Gotovo vsi skupaj želimo, da bi nas ta zgled Jankota Slaveta in sedaj ob 10-letnici njegove smrti nam želi pomagati, da bi ga ohranili v spominu, obenem pa tisto sporočilo, duhovno sporočilo, bogato sporočilo, ki nam ga daje, ki nam ga polaga na srce, da bi to ohranili in ga tako mu dajali veselje. Gotovo to Jankota najbolj veseli, ko upajmo, da sedaj slišite naše besede, da če se bomo tega to skušali živeti, to bo veselje, sreča zanj in to je tista sreča za tiste ljudi, za katere se je on toliko let daroval. Hvala lepa.